večer. Lepo pozdravljeni, gospod Vinko. Torej, Vinko Möderndorfer je pesnik, dramatik, romanopisec, mladinski pisatelj, esejist, gledališki, filmski, televizijski, radijski režiser in še veliko več. Seznam njegovih proznih in pa dramskih del je pravzaprav veličasten, prav tako pa tudi seznam nagrad, ki jih je prejel tako na literarnem kot tudi na filmskem področju. Tako da, če bi se danes pogovarjala o njegovem delu, bi bila tale urica seveda premalo in izluščila sva samo njegov roman Druga preteklost in pa nekaj besed bova namenila še mladinskemu romanu Kit na plaži. Torej, vaše zadnje in hkrati tudi najobsežnejše delo je Druga preteklost. Lansko leto je izšlo, pa hkrati je to vaše 70. objavljeno literarno delo. Menda ste si sebe v otroštvu predstavljali kot zgodovinarja, kot učitelja zgodovine ali iskalca pozabljenih zgodb. No in prijatelj, prvoosebni prijatelj v zgodbi pravi približno takole. A potem boš napisal zgodbo tako, da si jo boš izmišljil. In vi pravite, ja, čeprav ne. In prijatelj potem pravi, no zdaj se pa odloči. In zdaj vas jaz sprašujem, kako ste se odločili? Ali roman Druga preteklost je zgodovinski roman? Ja, najprej dobro večer, zelo sem vesel, da sem spet z vami, jaz sem zdaj že drugič le in je bilo se zelo dobro spomnim, kako je bilo prvič fino. Tako da sem z veseljem prišel. Hvala za povabilo. No, Druga preteklost, ja, kako? Jaz mislim, da si pisatelji zmislimo vse in hkrati si ni zmislimo nič. Tako nekako ni zelo. Pripovedovanje zgodb je izmišljanje zgodb, ne? Ampak seveda ne moramo se jih izmisliti kar tako iz čistega neba. Vedno pravzaprav si izmišljimo zgodbo iz življenja. Se pravi, nekje se sliši, nekaj doživiš, ali pa iz doživetja. Ne? In je pravzaprav izmišljena zgodba kombinacija vsega tega. In to velja tudi za ta moj roman. Je izmišljen, hkrati pa seveda ni izmišljen. Kaj vem, ko sem se lotil, vedel sem, da bom napisal nekaj takšnega. Nisem vedel, da bom napisal v tej obliki, ampak nekako me je to že desetletja preganjalo. Ko sem roman napisal, sem pravzaprav ugotovil, da so me drobci te zgodbe, ki sem jo seveda v tem romanu opisal, ali pa teh zgodb, vse je več, da so me spremljali pravzaprav od rane mladosti, da sem jih doživljal že kot otrok in na nek način arhiviral in spravljal in na nek način me je ta preteklost mučila, ta resnica v preteklosti. To nekako se mi zdi, ja. Če je zgodovinski, ni zgodovinski roman. Čeprav uporablja okvir zgodovine in ga mora uporabljati. Zgodovino upletam v te zgodbe pravzaprav zgolj kot neko podatkovno kuliso. Zgodbe se dogajajo od 30. leta, začne se leta 30 in potem se dogajajo do leta 88-89, se pravi tik pred spremembo oziroma tik pred novo obliko življenja in naše ljube države. Tako nekako in seveda, ker opisujem tudi neko obdobje, v katerem še nisem bil, niti v sanjah moje matere, v bistvu je tudi 30. leta tudi nje še ni bilo, skratka sem se mogel sem uporabiti neka zgodovinska dejstva. Poleg tega sem opisoval življenje ljudi v nekem izrazito burnem zgodovinskem času. To je med obema vojnama, ena država, druga kraljevina, oktroirana ostala vojna, obdobje vojne, po vojni, 70. leta. Tako nekako, da mimo pravzaprav nekih zgodovinskih dejstev nisem mogel, jaz jih pa uporabljam zgolj kot dejstva. Ni to zgodovinski roman, nikako. No pa me zanima, kako pravzaprav pišete? A pišete počasi, tako da si naredite načrt, ali pišete ognjevito, morda vstopajo osebe naknadno v vaše delo,
Koliko časa ste pisali en tak roman? Roman ima namreč čez 800 strani. Pisal sem ga leto in pol. V resnici pisal sem ga celo življenje. Jaz sem kot 15-letnik sem se spomnil trenutka, ker sem si rekel, da bom to zgodbo nekoč napisal. Povedal mi je neke drobce zgodbe en gospod v mestnem parku, v Celjskem, kamor smo ob vikendih hodili gimnazijci, tako kot zdaj, jasno, na konc tedna. Jaz sem bil prvoletnik v gimnaziji in tam je sedel neki gospod na klopci, s katerega smo se malo norca delali, ker je bil zelo starinsko oblečen, ampak to so bila zgodna 70 leta. To je bil socializem, Kavčič, pa trd socializem, pa to je bilo, da je bil nekdo imel metuljček, pa gamaše, to je bilo smešno, ne? Nismo bili tega vajeni, to je bilo, malo smo se norca delali, bil je pa samo elegantno oblečen, pa malo starinsko. Jaz ga malo spominjam kot zelo starega človeka, ampak lak ga ni bil, jaz sem bil zelo mlad. No in, ampak me je zanimalo, in sem tja stopil, klobuk je imel in palco, skratka bil je, kot da bi ga nekega zelo starega filma del. In potem se usedel k njemu in on je začel mi prepovedovati, ne vem točno kaj, ampak neke zadeve v neki družini, pa da je on Nemec, pa da so vsi njegovi dnevni sovjeti. Skratka, in je prepovedoval tako, vsi so že šli domov, mrak se je delal, pa sem jaz šel tudi domov, čez most po Savini, in čez most sem šel in sem rekel, jaz bom to napisal. In evo, čez 150 let sem res to napisal. Ne vem, kaj mi je prepovedal, ampak bil je nek gospod iz nekega časa, bil je gospod nekih ljudi, ki jih ni več, očitno je bil nemška manjšina, ne? Govoril zelo lepo slovensko, bil je čudno oblečen, bil je kot da bi, ne vem, tako nekak. In potem sem še večkrat iskal tega, hotel ga srečati, pa nisem ga nikoli več videl. Tako da, ko sem napisal ta roman, sem se spomnil teh dogodkov in sem nedel, da sem pravzaprav moral napisati in da sem o njej razmišljal za celo življenje. Sem pa recimo zametke te priprava na ta moj pravzaprav najpoširnejši roman je tudi nespečnost. Recimo, en roman, ki se ukvarjam, pa za nekimi novelami, v katerih sem se spominjal pravzaprav preteklosti svojega deda, nekega drugega časa. Tako da, malo sem počas, ko ta minula desetletja sem se pribijal do te teme, potem je pa kar izgrupljena. Organiziral sem si življenje tako, da nisem tisto leto nikjer nobenem gledališču delal, ker več ne bi mogel. Malo namenoma sem se izognil, malo pa tudi niso povabili. No, ampak nekako sem imel eno leto po 35 letih, sem imel eno leto, sobotno leto rečejo, ne, če bi bil profesor, ne, bi rekli sobotno leto, in sem pisal ta roman vsak dan. Na računalniku imam, da točno vem, kdaj in za koliko ur kdaj nek tekst delam, ne, to je pač. In sem pol nazaj pogledal in sem v enem celem letu, v polnem letu, je 10-15 dni nekaj tašnega, ko nisem pisal, ampak takrat sem šel po arhive gledati. Tako pisal sem včasih nekaj ur, včasih 2 ure, ampak vsak dan. No, nekaj pol pa še pol leta, ampak tis pa malo bolj drugače. Tako da ja, to je bilo eno tako maratonsko pisanje, ki je tudi bilo tudi zaradi tematike same tudi čustveno zelo naporno. In kje pišete, recimo? Romarska pot za številne ameriške pisatelje, pravkar berem, razpoložena za Pariz, je bila pot v Pariz po navdih. Kje pa vi dobivate navdih? Pišete v svoji sobi, v bogati knjižnici, s kakšno glasbo v zadju? Zelo različno, ja, ponovadi to, ne? Ampak to glasbo jaz pravzaprav uporabljam zato, da mi naredi neko zvočno kuliso, zato, da nič ne slišim. Ne? Tako da mi nekako poveča koncentracijo, ampak jaz lahko pišem kjerkoli. Zdaj, če bi, to bi lahko se. Ja, imam neko sposobnost koncentracije, take zelo osredotočiti. Ja, da lahko, ja, ni problem, skratka, nimam problema s tem. Ne. Na kolenih, kjerkoli pravzaprav. In tudi kadar zares pišem, pa tudi nosim sabo ta računalnik, včasih pa pisalni stroj. Smo nosili, ne to daleč nazaj, ne. Prvi 2 romani so bili na pisalni stroj napisani, in tak tanek pisalni stroj sem imel in sem ga sabo vlačil vse posod. Zdaj je to veliko lažje in bolj elegantno, lepše. No, ampak, ja, pišem lahko kjerkoli.
Ni mi treba blazno potovati, ali pa ni mi treba tudi navdiha iskati. Navdih je življenje. Koliko dan sem razlagal s mladim dramatikom na akademiji, kako pravzaprav, da so vsi teh 6 slušateljev malo, ki so perfektni, mladi, nadarjeni, da so pravzaprav vsi zelo dobri dramatiki. Ampak ni pa rečeno, da bojo napisali dramo. Lahko si ti dober in talentiran, ampak to je pravzaprav samo ena dobra štartna pozicija. Za napisati dobro dramo moraš pa živeti kot dramatik. Skratka, moraš spremljati to življenje na en drug način, življenje kot material. Talent ni dovolj, nisto je pisatelj. V bistvu moraš živeti na način pisatelja, se pravi, da gledaš to življenje in te obraze in ta trenutek in vse to kot material za delo. Malo tako se sliši čudno, ampak to je točno tako. Za Evo Rorman ste napisali v posvetilo s hvaležnostjo. Eva je vaša prijateljica. Predvidevam, da takrat, ko pišete, pravzaprav ni najlažje živeti z vami. Ne, zato pa sem sam, ja. Z nekomu, ne. Menda celo leto niste čisto normalno spali, ko ste pisali tole. Jaz načeloma tudi ne spim čisto normalno, ne. Ampak ja, to pri takem pisanju je bilo tako skozi v bistvu pišeš, ne. Sploh pa take zgodbe, ki veliko vseh nastopa, še danes se mi sanja. Pravzaprav še nisem nekaj pisal, ne. Še mi sanjajo kakšne zadeve, zelo intenzivno, zelo živo. Ja, Eva je moja prijateljica, ni moja partnerka, prijateljica, ampak ona njej sem pač se zahvalil, zato ker je mi blazno pomagala, ona je bila tista tajnica, ki je tekala po arhivih in muzejih in mi prenašala material, ker sam vsega nisem zmogel in če je bilo treba kakšne fotografije najte, to že vzela čas, tako da sem mi zadela. In pa ena taka podpora. A pa, ko pišete, a spustite koga v svoje delo? A daste komu, ki ga cenite v branje, da morda ugotovite, kaj bo delovalo na bralce, ali takrat, ko pišete, pravzaprav bralca ni z vami? Nikoli. Moj prvi bralc je pravzaprav urednik. Ne vem, zakaj, ne dajem to brati. Kaj pa vem, mogoče se bojim, da bi mi kdo kaj povedal. Ne vem, malo sem razživel. Moj prvi bralc je urednik. Nihče ne ve, nič ne pokažem. Malo sem pa tudi pripričan, da sem jaz zelo dober bralec. Sami potem preberete enkrat, dvakrat? 5krat, pa pol še 3krat. Ampak to branje, ta branja, teh 5 branj so v bistvu je zelo lepo. Najtežji se je pravzaprav prebiti od začetka do konca, to prvo pisanje je najtežje. To je tako, da bi z zobmi grizl goro na drugo stran. Res, ko je pol pa, ko priješ čez, pol to delovanje tega tunela je pa blazno prijetno. Takrat je že celota se nekako vidi, jo lahko tudi spremeniš, popraviš, to so hudi popravki. Roman se podaljša lahko za mnogo strani, tudi skrajša za mnogo strani. Ampak to je pol užitek, to je prvo, drugo pisanje, pa je še tretje pisanje, ki je tudi te vrste, vsebinsko, sploh pa takih velikih zgodbah, ker to posebej nastopa je to malo drugačno delo, kot sem si tudi narisal vse te družinska debla, nekako je bilo treba imena, je bilo treba najti, to je zelo pomembno. Skratka, malo drugačen postopek pisanja. No, pri četrtem delu pol že popravljaš besede, če so kakšna prevečkrat ponoviti na eni strani, pa je pol. Skratka, vedno manj je teh popravkov, pa treba nehati enkrat, ker potem, če bi pa še šestič šel pisati, bi pa kaj pokvaril. Ja, ker je treba je znati nehati. Vedno je kaj za popraviti. Vedno je kaj za popraviti. Ne moreš ohraniti pravzaprav tisto prvo energijo, ki jo ima pisatelj, ko hlastno piše. Zgodba sama hlastno želi ven iz tebe, to energijo je treba ohraniti. In če preveč popravljaš, preveč delaš, jo lahko tudi uničiš.
Zanimiva je tudi zunanja oblika, zunanja zgradba vašega romana. Nenehno prepletate sedanjost s preteklostjo. Ta okvirna zgodba je glas sedanjosti, v katero vložite pravzaprav kroniko dveh družin. Kako da ste se odločili za to obliko, da niste šli samo v zgodbo? Ne vem, pravzaprav. Ravno zaradi tega, ko pišem o preteklosti, ki jo v bistvu ne poznam, ki jo sproti raziskujem. Poznam človeške vzgibe, razmišljam o človeških vzgibah, vem približno, to se mi zdi, da poznam, da sem o tem veliko pisal, vem kako se mi zdi, da se lahko vživim v neke reakcije, v neke situacije. Potem mi je pa zdel, da je fino, da sproti raziskujem in sproti raziskujem neko zgodbo o nekih ljudi, ki jih ni več, pa ki so živeli takrat, ko mene še ni bilo, da pravzaprav, da je fino, da vzporedno razmišljam o svojem lastnem postopku, zakaj pravzaprav to delam, kako to delam, kako ne se te zgodbe lotevam. To se mi je zdaj zanimivo in je potem to nekako nastalo. Poleg tega ima potem ta o sedanjosti se mi zdi, da si upam zelo suvereno pisati, ker sedanjost pripada meni. Ja, poznam. V preteklosti pa se mi zdi, da moram imeti večji razmislek. V svoji preteklosti lahko tudi suvereno pišem. V tujih obradih pa se mi zdi, da moram pa bolj distanci. Ja, tako nekako se mi je zaradi tega. Poleg tega sama struktura, ta struktura potem vnese v roman, ki je seveda velik, mislim, po količini velik, dinamiko. Če bi samo zgodbo pripovedoval, bi bila to neka, lahko so seveda zgodba, tudi v tem načinu pripovedovanja, narativna je lahko dinamična, seveda je lahko, ampak se mi zdi, da je na ta način ta moja odločitev, da predpletam sedanjost, pa pravzaprav pisateljske izkušnje, pa kako se pisatelj loteva preteklosti, da to naredi romano neko fino dinamiko, bralcu daje nek določen predah, da lahko se predahne od kakšnih stvari in potem gre naprej. Mislim, da je to dober postopek. Najbrž ga pa se imam temu postopku zahvaliti gledališča. Ta moja gledališka izkušnja seveda mi kar koristi. Sam kraj dogajanja je mogoče umestiti nekje v okolico Celja. Ker nekako težko je razumeti, ko pravite, nič ni res, vse je izmišljeno, vse je res, ker nekako težko je razumeti, da tega kraja ni. Namreč zelo natančno napišete, kdo je bil gospodar v tem kraju skozi zgodovino, kolikokrat so ga Turki požgali, koliko je prebivalcev in tako naprej. Obstaja ta dolina z veliko začetnico? Ja, taka, kot je zapisano v romanu, ne obstaja. Tudi sem zelo pazil, da nisem nikjer omenil, tudi Celja ne omenjam, ampak seveda bralci poznate kraje, lahko jih umestil v tisto okolje. Nisem hotel, me pa zdaj nekaj bralcev, tudi ljudi neznanih bralcev, na e-mail najdejo ga v društvu pisateljev in mi piše, pravi, vas ne poznam, ampak sem prebrala in je zelo všeč, povejte, a je to Polzela? Ker to more biti Polzela, ker naš kraj ima točno to. In jaz seveda govorim, da sem zelo vesel, da je zgodba prišla do bralke, ampak da ni Polzela. In potem iz Gorenjske se mi je operatorica vodila operi, je rekla, veš kaj, to je moj kraj. To je to, jaz to poznam. To so moja babica, to so poznate ljudi. Sem rekel, ja, ni, na Gorenskem pa sploh ni. In jaz mislim, in še par takih zadev. To se mi zdi dobro. Če bi seveda lotiral natančno v nek kraj, mislim, da ne bi bilo dobro, zato ker ne bi mogel toliko sprostiti domišljije, ker ljudje bi bolj ta kraj prepoznali in bi potem primerjali z resničnimi dogodki in tu bi bila Jara Kača, ne bi nikoli prišli do. Tako natančno pa ne morem, pa ni bil moj namen to. Sploh ne. Da bi pisal nekaj, ni bil moj namen zgodovinski roman, ni to slučajno. Me pa veseli, da ljudje prepoznajo te svoje kraje, ker te zgodbe so bile vse povsod doma. Vse povsod so bili pravzaprav neki ljudje tega sloja, drugega sloja, sploh v davni preteklosti, ni bilo to.
ta svet toliko pomešan. Mene je zanimala pravzaprav ta avtoktona nemška manjšina, ki je bila sicer avtoktona pravzaprav dol na Kočevje, pa so potem Nemci iz te Kočevje preselili na Krško polje, pa tako, ne, ampak to je že stvar vojne. Pa seveda veliko krajev slovenskih, ker je bilo mnogo nemškega prebivalstva. Celje je bilo tako, kjer so bili Nemci zelo močni, niso bili v večini, so bili pa gospodarstvo in vplivni so bili močni. Mariboru ista situacija. Pa so bili pa kakšni manjši kraji, Šentjur, pa to, ker so bili pa nemški prebivalci v večini. Ampak načeloma niso bili v večini, da ne bo pomote. V mojem kraju so pol, pa potem, ko je okupacija, so pravzaprav slovensko očiščeno, ne vem, če je bilo kje na slovenskem, ampak kakšnih manjših krajih je gotovo se to zgodilo. Tako, zanimala me ta nemška manjšina, ki je po vojni pravzaprav zginila, veliko je pobegnilo jo z nemško vojsko, nekateri so odšli že prej, ker so vedeli, da se bo to zgodilo. Ja, v zadnjem letu vojne, tisti, ki so pa ostali, so jih pa pobili. In so verjetno v vseh teh jamah, te družine, nekateri so pa tudi ostali, tako da za vzorce teh ljudi, ki so pa pol zatajili svoje korenine, ne, in tako naprej. Ampak jaz se še spomnim v Celju, ko sem bil kot otrok tam v Kolfarne cerkve, so v nedeljo stare gospe nemški govorili na celo. To še ostalo, ne, skratka. Zanimalo me je pravzaprav ta usoda teh nesrečnih ljudi, sicer ta pač skupina, ne, ena skupina ljudi, v katerih pravzaprav sploh nismo govorili. Ne. To je nekaj, ja, nikoli, zato ker so bili, rečem, manj so bili tudi, moramo reči, da so bili tudi lojalni nacistični Nemčiji, ne, absolutno, večina, ne vsi, jasno da ne, pisateljica Alma Perlin, ne, recimo, ne, je, poznate, ne, to je odlična pisateljica, šla zelo partizane, ko je videla Tončko Čeč tam v tisti vrsti, je rekla, kako lahko moj narod to dela. Govorila je nemško, slovensko zelo slabo, pisala je nemško, Nemka je bila perfektna gospa, ne. Skratka, niso vsi Nemci bili taki, ne, ampak večina ja, sploh pa te, ki so bili malo daljeni od Rajka, so tudi niso čist videli. S tem, da jasno, tudi v Rajku so bili, da ne bomo se slepili, vsaj v začetnem delu, to je, so bili kar en narod, en firme, ne, to je sigurno redki so bili, tisti, ki so videli, kam prstacom ali so mogli pobegniti, ali so jih pa pobili. No, v glavnem, zanimala me ta zgodba in hotel sem jo opisati, čeprav moje korenine, naše korenine izvirajo iz nemško govorečega Koroškega, ne. In ta je bila situacija popolnoma druga, ampak je to že leta po plebiscitu se oče vrnil, pa celo od dedek vrnil, od dedka oče in mati sta bila Slovenca, ampak dan se ta ena linija teh Medernodorfer, ki je ostala v Avstriji, absolutno v Avstriji, so Avstrijci sploh ne znajo več, in ti ne vejo, te pravniki, da so nekoč bili, ja, tako nekak, ne. Skratka, ne zaradi tega, ampak hkrati tudi zaradi tega, ne vem, ampak tako včasih kar kri sama spregovori, ne. Se ti zdi, ja, da imaš to upisano v kri, v DNK in te kakšne stvari zanimajo bolj, ne, bolj kot bi te sicer, pa me najbrž sploh ne bi, ne, če ne bi nekje bil ta kanec krvi v mene, ne. Ampak nisem pisal zgodbe, da No, ampak res dobra pisateljeva domišljija pravzaprav lahko zgodovino prikaže še bolje kot neka sama faktografska dejstva. Mi spremljamo like, kako se odločajo, kako čutijo, kako reagirajo. Zdaj ste že malo povedali, no, ampak kje ste pravzaprav, a obstajajo ti ljudje? Obstajajo ti ljudje, ki so bili pravzaprav, ki so liki v vašem romanu? Ali celo koga res poznate? Ja, obstajajo. Obstajajo, mislim, da obstajajo sorodniki teh ljudi, obstajajo te zgodbe, ki sem jih slišal. Obstajajo zgodbe, ki jih ljudje pripovedujejo še vedno, ne? Tako naprej. Ja, obstajajo, tudi kakšni priimki obstajajo, ki so isti, pa se mi zdi, da je ta veja že, pa sem polih kar nekako. Kakšne sem pa tudi namenoma spustil zaradi avtentičnosti, ne? To so te veliki Ausbergi, pa tako naprej, ki so na tem področju imeli svoje posesje, ampak in sem jih šel, da omenil kot del tega življa, te glavne protagoniste te nemške skupnosti, sem pa seveda priimke absolutno mislil, oziroma jih poiskal, tako da ja ne bi prišlo.
do česa? Ja, ne, da ne bi prišlo do nepotrebnih zablod, veste. Sej to pa ni bilo tako, ne. Seveda ni bilo, se me to ni zanimalo, ne. Zgodovina, literatura lahko bolje govori o nekem minulem času kot zgodovina. Zgodovino zanimajo, to je že Aristotel rekel v poetiki, ne, zakaj je literatura močnejša od zgodovine. Ravno zaradi tega, ker se ukvarja z človeškimi čustvi, ne, ker se ukvarja z reakcijami, z posameznikom in v tem je zgodovino pa zanimajo druga dejstva, bolj podatki in tako naprej. Tako da iz enega romana, ki ga napiše Balzac, lahko pravzaprav več zvemo o življenju tistega časa, kot recimo iz zgodovinopisja, ki opisuje tistega časa. Literatura ima nekako to moč. Prej ste omenil že sama imena. Tudi v romanu pravite, da ste pravzaprav naredili eno tako zgodovinsko fresko, v kateri nastopa množica ljudi. Gostilničari, zdravniki, duhovniki, prešuštniki, homoseksualci, pedofili, nemški vojaki, delavci. A je res, da so se vam pravzaprav ti ljudje kar sami predstavljali? Da je prišel k vam in vam rekel, jaz sem Mihajl, recimo. Ja, pol, ko ga enkrat zapišeš, pol nekako že začne sam živeti. Ja. Na začetku se ga je treba kar misliti. Zelo sem se ukvarjal, zelo pri takem romanu, to bralci zelo dobro veste, če berete te vrste romanov, ne, je treba, je najhujše, kadar je roman, seveda ima neko epsko razsežnost, ima ogromno oseb, ampak da moraš skozi si pisati zraven, kdo je kdo. To ni hotel tega. Ne. Hotel sem, da se te ljudje predstavijo na ta način, da se jih bral zapomne, čeprav se potem čez 200 strani spet pojavijo toliko in toliko starejši. Skratka, da je to maksimalno pregledno, da to ni za bralca napor. Ne. Ampak, ja, je bil pa zame to večji napor. Ne. Res je tudi to, da je zelo pomembno, da si potem zmisliš takšna imena, ki so tudi plastična. Ne. Če rečem, recimo, Greta, ne. Imamo mi predstavo, kakšna je Greta. Greta, ne, približno. Ne. Zdaj, če jo jaz tudi upišem kot tako, bo bralc to sliko si bolj obdržal. Ne. Ali pa, ne, se pravi, da se zbere neka imena, ki že sama po sebi dajo bralcu neko asociacijo in mu pomagajo pri tem sortiranju, pri branju, ne, da vemo, kako je kaj. Tako da to je bilo. Pa seveda jasno, ko rišeš neko osebo, pa začne oseba tudi sama. Ampak ja, to je bil prav zanimiv postopek. Ravno zaradi tega, ker sem hotel preples zadeve, da prav niso samo te dve glavne družine, ne, ampak da je cel kup še drugih oseb, ki živijo, ki imajo neke svoje mehne ambicije, ki se potem se pol pojavijo kasneje, ali pa imajo nek tragično izven ali pa obsodo, ne, ampak da to daje potem sliko sveta, no nekaj. Ena od najbolj tragičnih oseb se mi zdi Silvester. Ne? Že kot otroka nekako ga začutimo, da ga je življenje označilo. Menda sem pa prebrala, da prav Silvestra ste si čisto izmislili. Ja, pa hkrati pa ne. Hkrati ne, zato ker je bilo veliko takih podobnih zlogov. No, pa v zvezi s tem likom je ena zanimiva zgodba. Ne? Jaz sem hodil v osnovno šolo, prvi razred po 8 let, tam po ulici gor, pa mimo centra in tam je bila ena tabla, ki je potem v 90-ih letih zginila, pa so jo zdaj nazaj dali, ker je bila denacionalizacija in potem so se tisto tablo odstrani, obeleži, ampak potem je organizacija zvezdoborcev bila tako tečna, da so dali nazaj. No in da je ta tabla in teatr sodi in je fino. Na tej tabli piše, da je tukaj mlad Ljubo, pa še Prinka, ne vem več, pa sem skozi hodil, pa bom povedal, zakaj ga ne vem. Medtem, ko so ga mušali dol, četrtem nadstropju, skočil skozi okno, raje kot da bi izdal svoje, bil je borc, partizan, mlad fant. Druga grupa drugih odredov, to je cerska četa, ki so jo Nemci v bistvu uničili. Tončka Čeče, recimo, je pa razkazovali ta probita trupe in nekaj izdaje, ni bistveno. Ena izmed takih zgodb, ki jih je bilo veliko.
No in oni seveda tam so ga ujeli, ni bil tam na bitki, ampak je bil kurir in so ga ujeli in je dol skočil in je padel. Na tem mestu je ležel, no, dol na stropi. In jaz sem kot otrok hodil po tistem pločniku. Seveda, to so bili časi, kjer je pravzaprav ta mitizacija teh herojstv bila pretirana. To je bilo, mi smo celo mladost to obnavljali, ampak moram reči, da je bilo meni to grozno. In jaz sem hodil in se mi je zdel, da še vedno tam leži. In ko sem šel v šolo, sem vedno tako en krok naredil tja, z nekim strahom spoštovanjem. Pa ko si ti 7 let star, 8 let, on nekako zdaj mrtv, kaj je to smrt, noben mi še ni umrl, ne vem, kaj je to. In on je skozi okno skočil in tle leži. In pa so še v šoli rekli, skratka, ta zgodba in ta prizor mi je zelo, mi je bil del moje mladosti, tudi mogoče malo traumatičen, zato ker je bil to potenciran, ta herojstva so bila malo pretirana v času, ampak seveda kapo dol pred njimi, sploh ni govora o tem. Skratka, nekako sem čutil to. In seveda ta fant se je prišel v to mojo zgodbo, ampak prišel je tudi to mojo zgodbo, da sem seveda njegovo babico opisoval, ki je delala pri tem, pa mamo in potem on je bil, pa zanjega se ne ve, ali je celo greščak, oziroma ta oče, skratka, take zgodbe, ki so se dogajale in vse, imeli so, nekje sem bral, da je bila tradicija, da so te sinovi teh veleposestnikov in zelo bogatih pravzaprav prve seksualne izkušnje imeli sluškinja in so jih oni tudi najeli za to. In tako naprej. To se mi je zdaj v bistvu grozno, grozno, ampak to je bilo, to je bilo. In na nek način ta fant raste, se zanima, ima nek dar in seveda potem konča, tako kot konča tragično. In pravzaprav osnovni motiv mi je bil pa ta fant, ta ljubav. Bojim se priimka. Celo mladost sem hodil in tega veliko sem ga prebral, ampak sem ga brisal. Brisal sem ga, ne iz sovraštva, ali iz strahu, iz groze nad to učeniško smrtjo. To da še dan ga ne vem. Ampak potem sem šel pa v muzej in sem tam iskal nekaj dokumentov v zvezi z denacionalizacijo teh, ki je nacionalizirala, je del posesti že kraljevina Jugoslavije. Potem 90 leta so dobili tudi to nadaj, čeprav je neka druga država. In to me je zanimalo, to tudi v romanu omenjam, ampak in sem šel te dokumente iskati, koliko je to bilo kot informacije. In se pogovarjam in jaz tudi rečem temu kustosu in on v tej zgodbi se pogovarjam in on reče, in on jih pove, pravi, vse to vem, ta partizan, da je skočil skozi okno, na mamo je imel tam, ona je bila, in mi pove zgodbo, ki sem je že napisal. Skratka, zadev sem. Pa sem se rekel, mogoče so pa v šoli mi to prepovedali. Niso. Tako detaljno niso. Ampak zadev sem je. Skratka, pisatelje včasih tudi vidi stvari. Ampak seveda jasno. Ta zgodba je dosti stereotipna. Fante, ki so bili socialisti, komunisti, ki so šli v partizane, so bili ponovati iz takih družin, samohranilke in tako naprej. Skratka, ni bilo težko zadeti. Jaz sem pa en stereotip je bil, ki obstaja. Ampak ja, tako da na nek način lahko rečem, da je ta zgodba izmišljena, hkrati ni, je del moje mladosti, mojega spomina, taka, več je takih, ogromno je takih. Je seveda jasen, jaz pa imam to domišljivo, da si tako živo to predstavljam. No, slovenski zgodovinski roman pravzaprav je obseden z drugo svetovno vojno, bi lahko rekli, ta stvar, ta travma nekako zadeva slovenstvo. Vi v romanu pišete res o množici, o predvojnih komunistih, o talcih, o nemških vojakih, ki so streljali te talce, do nemških vojakov, ki gredo v smrt na rusko fronto, do povojnih komunistov, do socializma. Nekako se mi zdi, da ste dali vsem tem likom eno človeško dostojanstvo. Da nihče ni kriv, pa nihče ni nedolžen. Ali se vam zdi, da je to tudi na nek način roman spravi? Ne vem, tako ga sicer je omenil, pisati spremne besede. Jaz mislim, da ni. Mislim, na nek način mi laska na to,
da rečejo, da sem napisal roman sprave. Nisem imel tega namena, tudi osebno mislim, da se to ne da. Da se to ne da napisati. Da je stvar sprava pravzaprav stvar ljudi. Stvar odločitve vsakega posameznika do preteklosti, do svojih težav, kakšni to lahko naredijo, kakšni lahko grejo preko krivic, ki so se jim zgodile in zgodile so se strašne krivice. Grozne stvari so se zgodile na vseh stranih. Povojno maščevanje, medvojno maščevanje, to je bilo hudo. In kakšni lahko to odpustijo, kakšni lahko grejo preko tega, kakšni ne morejo, imajo vsi pravico do tega. Ker ne mislim, da lahko roman ali umetnost, ali pa politika to samo izkorišča. In to grdo izkorišča. Mislim, da ni spravo. Tudi cerkveni dostojanstveniki ne morejo razen na nivoju rituala, pa lahko rečejo, ampak ljudje spravo naredijo sami. In so jo naredili, absolutno. So jo naredili. Velike hude stvari so se jim zgodile in življenje ima eno blazno sposobnost, da se samo zdravi. Življenje gre naprej in se samo zdravi. Ljudje doživijo hude stvari, ljudem otroci umirajo, pa preživijo. Skratka, grozne stvari se naredijo in življenje gre naprej. Tako da mislim, da je rešitev za spravo življenje samo. In ni tu nikogar za obsojati. Jaz nikogar ne obsojam. Ta roman nisem napisal da tega. Sem hotel opisati samo ljudi v nekem času, v neki vihri zgodovine, ki jih je premetavala malo levo, malo desno. Vsi so se odločili prav. Ne upam si, nimam pravice reči, da tisti, ki ni šel v partizane, da je naredil narobe. Nimam pravice. In obratno. Nimam pravice. Danes ko vemo, kako se je ta vojna končala, pa vemo, kako je to bilo, takrat ljudje niso vedeli. Spomnim se, če poznate knjigo, če pa ne poznate, pa toplo priporočam, Josip Friedman Obraznik. Bilo dobra knjiga, on piše od ljudeh, ki jih je poznal, tudi Cankarjev opisuje, ki ga je kot najstnik šel gledati gor in tako naprej. Zelo lepa knjiga, fajn knjiga. No, med drugim tudi piše srečanje z Richardom Jakopičem, ki je leta 1943 umrl med vojno, ampak je bil mojster takrat in Josip Friedman ga je spoštoval in sta se poznala. In Josip Friedman v teh obrazih pravi, da je, zakaj to zgodbo prepovedujem, zato ker ta zgodba je zelo vplivala na ta moj roman, ali pa na vedenje, ali pa moj odnos do preteklosti. On pravi, da je čutil potrebo, da staremu gospodu in mojstru Jakopiču pove, da gre v partizane. To je bilo po italijanski okupaciji, ker je pač mogel jeti, ker drugač bi ga aretirali in tako naprej, pa ker je bil funkcionar Osvobodilne fronte. In sta šla pravi dol pri Zvezdi, pri Ljubljani, pravi sta šla proti njegovem ateljeju, ki je bil tam ko je Sazun imel, in ga je pod roko starega gospoda Jakopiča držal in je rekel, mojster, jaz vam moram nekaj povedati, kaj pa sta se ustavila tam na sredi in je rekel, jaz pa grem, se ne bova več videla, nekaj časa, in v bistvu se poslavljam od vas. In je mojster Jakopič obstal in je rekel, mladenič, ali se nič ne bojite za svoje življenje. In ko jaz to preberem, mi je nenadoma postalo jasno. Ljudje takrat niso vedeli, kdo bo zmagal. Nemčija je bila neverjetna sila. To je dan, tako kot da bi se danes boril proti kompletni tehnologiji, vojaški, ameriški, in bi šel v kosto, kot ta kozarc bombo pošljajo. Približno taka zadeva je bilo, nemogoče je bilo. In se mi je zdel, seveda, ljudje niso vedeli. Ni bilo sigurno, kot zdaj rečemo, zdaj pogledamo nazaj. In ljudje so tudi ostali doma, reagirali so, poleg tega je tukaj tudi stvar vzgoje, stvar, tudi svetovnega nazora, in tako naprej. In tudi politične manipulacije in tam v Ljubljanski pokrajini je tudi cerkev naredila svoje in tako naprej, ampak to je vedno. V bistvu me to zanimalo. Ljudje nimamo pravice obsojati. Ljudje so se v bistvu odločali znotraj sebe. Prav. Imamo tudi seveda posebne ljudi, ki so čisto zlo in tako naprej. Tudi takih so noter romanov in takih pač ne razumeš. Ampak to je druga stvar. Večinoma ljudi pa ni bilo takih. Ta junak, ta župan slovenski se poroči za Nemko in ima seveda te sinove
in ker je nemška kri, oziroma ona kot oseba bolj dominantna, je seveda ta linija bolj prevladala nad njegovo slovensko linijo. Tako kot je pač v življenju. Če bi pa on bil dominantni, bilo pa verjetno obratno. Ta ima se nima nobenega občutka, da je kakoli narobe naredil in ni. Ampak sprejel je nemško vojsko na pragu, ne, in je imel govor in je dal ključ in tako naprej. Ne. In so se maščevali. Ampak on ni naredil narobe. On je imel občutek, da je velik naredil za kraj in je velik naredil za kraj. A veste, v tem sem hotel pisati, ne? V tem sem hotel pisati. Hotel sem opisovati in upam, da mi je to ratalo ljudi. Ljudi in njihova ravnanja, njihovo življenje, njihovo ljubezen, vse to, kar je človek. Ne? V nekem groznem času, kjer se je bilo treba odločiti. Tudi danes imamo odločitve in odločitve. Odločitev za pravega partnerja je življenjsko pomembna. Odločitev za prav študij je življenjsko pomembna. Pa kakšne odločitve pa niso pomembne. Ne? In v posebnem vojskenem času so pa še odločitve, ki pomenijo življenje in smrt. Ja, mislim, da sem si prav to tudi zapisala, ne, da če sem prav razumela, da eno od sporočil romana je tudi to, da pravzaprav preteklosti razumeti ne moramo. Ja. Mislim, da ne. Lahko pa imamo tudi neke empatije, ne kot jaz kot pisatelj, pa tudi seveda jasno. Če piše roman, tudi jaz sem v to štet, ampak tudi bralci ali pa vsak posameznik. Moramo imeti toliko empatije, da se znamo uživeti v preteklosti in potem je lahko razumemo, da se uživiš v to, da nekaj poskušaš razumeti, če se to da. No, zelo lepa mi bila tale misel, če jo lahko preberem. Ali je zgodba o Antigoni izpred 2000 letih kaj manj resnična od zgodbe mlade žene iz leta 45, ki želi vedeti, kje je grob njenega ubitega brata domobranca in ki misli prav, da so vsi mrtvi pred obličjem smrti enaki in si zaslužijo grob in objokovanje svojcev nad umilo. Ja, to iskreno mislim. Hkrati pa vem, da leta 45 seveda je bila situacija toliko vroča in toliko prežeta z čustvi, tudi z sovraštvom, z maščevanjem, da se najbrž ni da tako misliti, ne? Ampak kasneje pa že ne. Tudi to je treba razumeti, da ni bilo tako. Jaz se spomnim nekje sem prebral, kako so osvobodili Američani eno izmed hudih koncentracijskih taborišč. Ne vem, pozabil sem katero, ampak eno gre slučničeval. Ni bil Auschwitz, ker Auschwitz so Rusi meni osvobodili. No, v glavnem eno od hudih koncentracijskih taborišč, v katerem so bili še zaporniki, se pravi živi okostnjaki, ki so hodili, ki so jih oni pustili. In so jih vse ostale so pa gnali na tisti pohod smrti, ne, med potjo pobijali. Ampak so pustili tudi neke mlade stražarje, mlade fante, ki so jih te straže pa niti niso vedeli, kaj je. Vsi ta vrti hudi krvniki, kapoti, to je vse šlo. Tako pravi zločinci so šli, Mengele je pobegnil že prej. Zdravniki, skratka vse je šlo, ostali so te nebogljeni stražarji še in seveda poklicali nekih teh sestradanih bogih, na pol živih ljudi in potem so prišli Američani na prvo vrata. In te ljudje so prišli iz skrivarišči, iz greznic, ki so se skrivali. In Američani so jih, seveda jasno, osvobodili. Ko jim je prišlo v zavest, da so osvobojeni, so popadli te stražarje in jih raztrgali. In Američani so ostali zraven gledali. Zato, ker je toliko tega besa in maščevanja mogli se izživeti. Američani niso preprečili tega. A je to težko razumeti? Zelo. Ampak zelo je zdaj težko razumeti, takrat pa ne. A veste, kaj je tam bilo, ne? In veš, da to narediš, ker se ti zdi, da imaš pravico. A veste, ne? Težko je to razumeti. Dale rečem jaz, to pa ne bi, ne? Ja. Skratka, trenutki so trenutki, kjer se v zgodovini in so trenutki v življenju, kjer je tudi maščevanje olajšujoče. In te trenutki so bile. Ampak, ko to mine, nastopi mir, nimaš kaj več pobijati. Ker tisti pa pol že lahko govorimo, da so bili zločini. Niso bili več. No, kar težko sem, vsaj meni kot bralki, se je bilo prebiti čez prizore mučenja v vašem romanu. Nisem jih
mogla čisto prebrati. Koliko pa tukaj vaše domišljije? Ne da se opisati tisto, kar je bilo zares, ne da se opisati. Zares je bilo še hujše. Kako je to pisati, če pravite, da sem nekje prebrala, da ste kot otrok brali pisma žrtev za svobodo? Pisma žrtev za svobodo, ja. Mislim, ja. Poslovilna pisma žrtev za svobodo, ja. V knjižnici, ja. Poslovilna pisma žrtev za svobodo. In da ste vedno jokali. Ja, še danes jokali. Kako ste to pisali potem, te prizore? Te prizore, če ste brali knjigo, so res težki. Zdaj se mi je, da jih moram opisati. Ker prvič niso bili opisani, da moram to opisati, da s tem to zgodbo zaključim tega junaka. Ampak bom povedal še 3 razlogi so, zakaj sem to pisal. Ampak sam pisati je bilo težko. Vse to, kar počnejo z njim, so zares počeli in še hujše stvari. Ampak vsega se ne da opisati, hujše stvari. In danes počnejo isto. Danes so mogoče še bolj zviti, ker imajo še druge zadeve, psihološke. Da so ta mučenja na nekem niso samo fizična, so še drugačne. Mučijo s kemijo. Takrat je to bilo brutalno, lomljenje kosti, grozne stvari. Ampak zdaj se mi je, da moram to opisati in sem opisal. Što sem to opisal? Tlo eno poglavje sem predtem napisal, kako se počutim, ko vem, da bom moral to napisati. Ste mi res 38 vročine? Ja, vročino sem dobil, nisem mogel spati, ker je bilo treba se uživeti v to, ker je bila težko, jaz sem delal, tudi mi je srce začel malo drugati biti, ker sem čutil malo vročiti. Ampak sem vedel, da je treba to narediti. Hotel sem, bil je pa še drug namen. Ta mladi fan je pesnik. Mlad pesnik, ne vemo, kakšne so pesmi, zbira te pesmi, Kajuh mu je vzor, ki ga seveda ne pozna, ampak da bere na teh letakih in tako naprej. Te pesmi za pokušanje pokazal par verzov, ampak ne ostanejo skrno. In seveda, te pesmi, ne vemo, kakšnega pesnika bi se razvil, ne vemo. Nikoli ne bomo zvedeli. In potem seveda med mučenjem te pesmi, ki so jih našli tam v bunkerju, zažgejo. Zažgejo jih na njem. Vsako pesem posebej zažgejo na njegovih prsih. Ampak dobro, to je groza. Ampak pustimo, to je fizična groza. Zažgejo njegovo dušo. Nihče na svetu ne bo več videl teh pesmi. Tebe bomo ubili, razkosali, vrnili, zažgali, zakopali, fizično bo zginil, ampak ne bo samo fizično zginil, ki bo zginil kot pesmi. To je še hujše, dvakrat na smrt. Enkrat sem prebral, ne vem kje, na nekem romanu, koliko Mozartov je umrlo v Auschwitzu. Sem prepričan. Koliko v prvi svetovni vojni, koliko Mozartov, koliko talentiranih. Ja, dobesedno Mozartov. Če govorimo, da se vsake tok stoletji, na vsake tok in tok milijonov prebivalcev res zgodi nek Mozart, jih je toliko umrlo, da je bil med njimi sigurno nekaj Mozartov. Kakšna duhovna škoda je to. Ne samo fizična škoda, da nekdo zgine, ampak koliko tega potencijala vojne in nasilja ubijajo, za katerega niti ne vemo. To se mi zdi grozno. In zaradi tega sem to. Za tem fantom zgine vse. In zaradi seveda njegovega mučitelja. Njegov mučitelj je njegov sošolec, ki je mačke ubija, mesarjev sin, skratka, malo sprevržena duša, ki pa seveda v nekem normalnem, nevojnem okolju ne bi počel tega, kar je počel, ampak vojna tako psihologijo vrže na plan. Tudi danes, če bi se to zgodilo, bi se našli ljudje. Smo lahko videli. Ja, smo lahko videli in vedno se najdejo. Ampak seveda, posebne okoliščine to naredijo. Človek je nekje v globini, ne vsak, hvala Bogu, ampak nekateri so zverne. In ta fant gre tudi tja v službo, všečna uniforma in seveda je učitelj. Kar je bilo zelo zanimivo, to sem pa prebral pač v zgodovinskih knjigah, da so nacisti najraje najemali za učitelje pravzaprav rojake. Da se mi, zato, ker so prvi znali jezik, pa tudi zaradi tega,
da se niso čisto mali od rok. Predvsem proti koncu vojne, predvsem od leta 1944 naprej, ko so že vedeli nekako, je to bila praksa, ki so jih tudi plačali. To so bili ljudje, ki so bili v službi. Imamo v zgodovinskem arhivu v Celju imaš imena, kdo je. V vojni so jih več ali manj so jih ubili, ali pa so bili kaznovani. No, ampak ta fant seveda to počne na slastjo in bolj zagnano, kot bi bilo treba, ne samo ideološko, praktično ideološko. In nekako to je grozno. To je tudi najhujša dimenzija državljanskih vojn, da ljudje vse drugmo to počnejo, to je hujško, ker okupator. No, ampak vseeno, na koncu seveda sledi maščevanje, fant se skrije na potrežju, da bo malo izdal zgodbo, ampak jo moram povedati, da ne bo gledati, ker sem hotel to mučenje opisati zgolj zaradi mučenja. Ta fant, ta učitelj seveda se skrije na potrežju svojih staršev, misli, da se bo potuhnil, ampak seveda ga najdejo, obvlečejo v noč in celo noč kriči iz teme, ta kar zaselek moči. To je zgodba, ki se je zares zgodila. Ta zaselek moči, vsi noben ne spi in celo noč slišijo nekje izgodna njegove krike in kliče mama. Med mučenjem ne vidimo tega mučenja. Tudi trupla nikoli ne vidimo, Boga kaj je bilo. Kratka, zaradi teh stvari, tudi najhujši rablji imajo mamo. In tudi najhujši rablji so v bolečini nebogljeni. Ali so si zaslužili to? Verjetno. Ampak jaz nisem noben Bog, da bi si uposodil. Ni samo tako mračna ta naša druga preteklost. Pa da ne boš v zgodbo navlekel preveč seksa, pravi prijatelj pisatelju. In pisatelj pravi, preveč gotovo ne, ravno prav. In prijatelj, glede na realistične opise seksualnega užitka v vaših prejšnjih romanih morda, pravi, vem, kaj je zate ravno prav. Torej, če gledamo nazaj, 60-70 let, ljudje niso imeli tako dolgočasno ljubezensko življenje. Ne, seveda ne, nikoli. Odvisno od posameznika. Ampak gledajte, če pišem o ljudeh, jaz ne moram, da ne bi pisal o ljubezni. Če pišeš o ljubezni, pišeš seveda tudi o erosu. Vse, kaj pa je ljubezen? Ljubezen je to, da poskušata dva biti eno. Da se poskušata, to je bistvo ljubezni. To iščemo pravzaprav. Nekom se resnično ujeti in zlest vanga in on vate in biti eno. In to je eros, sigurno. Če pišem o ljudeh, ne vem, kako bi pisal o ljudeh, sploh v takem romanu, ki pisuješ pravzaprav celo življenje, da ne bi seveda pisoval tega. Seveda jasno, to je treba, ne bom rekel mere, mislim, da to ni mere. Mera je pisna od unih dveh, kako ona dva čuta, to je mera, ampak v neki drugi meri govori, žanrski meri. Ja, moji junaki imajo ljubezensko življenje, imajo spolno življenje. Ta junak obiskuje tudi javno hišo, ki je v Celju res obstajala in to vem, kje je ta hiša bila. To so mi prepovedali v mojo mladost, potem tam stari gospodje, tam je bil en lokal pri Ribiču, da je ni vedno, so neke odvetniške pisarne, se čas spreminja in so bolj te stari gospodje spominjali, kako je bila tam ta hiša in Nemci so kaj hodili in še bogati in tako naprej. Skratka, to se mi je del, in ta je še leta 45 obstajala, pa še in Mađarke so bile, skratka, vse so povedali. Te gospodje so vse povedali in jaz kot otrok sem se vse zapomnil. In pol tudi kasneje in tako naprej. Pol pa v tej hiši je potem bila pol kasneje stanovanja in jaz sem imel prijatelja, sošolca, in skozi, ko so se obiskali, pa tam bil skozi se mi je zdel, da to so te sobe, in so najbolj bile, ta hiša je hiša bila, skratka, tako nekako se mi je zdelo, ampak mislim, da ni to glavna tema tega romana, erotika, ljubezen je, in seveda, koliko je erotike seveda povezano s temi ljubezne, Ja, pravzaprav bi vseeno lahko rekli, da verjetno je tudi zaradi tega, ker ljubezensko, ali pa bom rekla seksualno življenje, pravzaprav človeka
opredeli bolj, kot si je pa pripravljen priznati. Absolutno, ja. Seveda, ja. Sej Eros je vitalno, se to nas žene naprej, ne. Mislim, da Vorac piše, ne, kako v teh svojih novelah. Vorac, ki je seveda vzame en največjih slovenskih pisateljev, ne. Res je dober, ne, res ga cenim, ne. In on piše, da ve, kako stari kmet prepusti kmetijo sinu, ne. Ampak seveda prej je možakar, ne, klobuk, skratka, bogat kmet, dela na polju, zaviha rokale. In bolj mu umre žena, nenadoma. In on se potem po ženjeni smrti odloči, da bo dal sinu in gre na peč. In umre. To je povedano, ne? Dokler je žena živa, dokler sta dva, dokler ima izpolnjeno, pravzaprav tudi ljubezensko, verjetno tudi seksualno življenje, ima njive, ima posestvo, se počuti močnega, skrbi zase. Ko to ugasne in se odloči, da ne bo več, umre. Eros in smrt sta povedana tudi na ta način. Eros drži življenje po koncu. Se mi zdi, seveda je to odvisno od posameznika, vsi drugače čutimo stvari, vsi imamo, je to zelo različno in je prav, da je tako. Jaz mislim, da je Eros pomembna zadeva. To je vitalnost, to je sejanje semena in s tem si zagotoviti večno življenje v svojih potomcih. To naprej gre to. V nekem svojih globini smo ljudje, kljub temu, kaj smo vse naredili, predvsem v 20. stoletju, koliko dobrega in koliko zla so naredili naše možgani, ne? Tudi ogromno dobrega, ne? Smo v bistvu v nekih svojih notranjih vzgibih še vedno del živalskega sveta. In še vedno smo, na nek način imamo še nekaj, kar imajo živali. Jaz mislim, da je ta Eros del tega preživetja vrste, deliti se naprej, svojo DNK. To ne počnemo zavedno, zavestno, ne. To je bolj stvar podzavestni, ampak ja, jaz mislim, da je to. To je pravzaprav Eros in seveda imeti potomce, je pravzaprav edina možnost, da premagamo smrt. Edina možnost. Ampak ne, ena možnost, močna, je dana slehernikov. Ampak obstaja še ena. To je pa umetnost. Ko vas je prijatelj nagovarjal, da pišete to knjigo, ste bili pravzaprav v dvomih, ali napišete samo zgodbo fant je spoznal dekle je spoznala fanta, ali napišete še vse ostalo. No in glavni dve osebi pravzaprav sta Peter in Mojca. Ampak ti dve osebi stopita pred bralca pravzaprav šele ob koncu romana. Vse ostalo je prej, več kot polovica skoraj romana je prej. Zakaj ste to naredili? Ali zato, ker ste hoteli pokazati, da pravzaprav druga preteklost, oziroma da se preteklost, da mi živimo pravzaprav preteklost tistih, ki so živeli pred nami, da delamo podobne napake, da se podobno odločamo, redko kdaj kaj popravljamo. Ste to želeli povedati, da je preteklost še kako pomembna za prihodnost? Absolutno, je. Točno to. Pravzaprav ste vse povedali, kar bi zdaj jaz rekel. Ja, zaradi tega. Nekako se mi je zdel, da če začnemo pisati ta roman za tema dvema junakoma, da jih ne bomo razumeli. Ta dva junaka se ne vem, koliko lahko to povem. A ste brali to knjigo že? Ne še? Ja. Pridejo na vrsto. Ja, pa ne smem preveč povedati. Ne smem pa tega vsega vam izdati, ne boste imeli tega užitka, ki vam je pa nočem pokazati. V glavnem, njuna življenje, oziroma njuna življenjska zveza ima seveda... Simbolno. Ja, ampak vsak ima svojo preteklost. Ne? Ja. Ta preteklost je vpeta v nek drug čas, v neko drugo zgodovino. In pravzaprav naj ta dva, ta fant in to dekle, ki se zaljubite, nas zanimata pravzaprav zaradi te preteklosti. Ne? In se mi zdaj, da če začnem zgodbo pripovedovati z njuno zgodbo, da moram začeti prej.
Zato, da bi razumeli njuno ravnanje v 70-80 letih. Ker ona dva sta rojena mnogo kasneje, druga, tretja generacija. Da bi razumeli njuno življenje, njuno ravnanje in seveda preteklost. Ona dva sta pravzaprav tista zveza, ki je združila konflikte. Njuni starši so bili na nasprotnih bregovih. In dva sta se zaljubila in jih ni brigali kaj dosti in živita zdaj naprej. Tako zato, ampak da bi... Ne smem povedati, v glavnem, nekako se mi je zdaj prav. Krati se mi je zdaj zelo zanimivo, da imaš ti zgodbo, da boš začel govoriti, pripovedati zgodbo o dveh ljudeh in se ta dva človeka pojavita na 600 strani. To se mi je zdaj prima, ne? In skozi napoveduješ, ampak na zanimiv način, ne? Zato, da bi prišel na koncu šele do njih, ne? Ampak to v taki strukturi romana, ker avtor pravzaprav neprestano pisatelj govori sam sebi, ja, kako dela, je to mogoče in to se mi zdi, da je tudi ena novost, no? Se mi zdi, da sem si to zmislil, no? In zdaj fajn. Mene je recimo, izpisala sem si tale stavek, pod preprodo pometena preteklost zamegli prihodnost, tako je rekel Pika. Ampak prav pri teh dveh, tem deklet, možu in ženi, me moti to, ta njuna preteklost je precej zameglena, precej čudna. In starše ima vsaj ona še žive. Zelo malo sprašujeta, zelo malo hočeta o tej preteklosti vedeti. Zakaj ste pravzaprav to napisali? Ali ste morda želeli povedati, da mlajše generacije te vojne rane ne zadevajo več? Tudi to. Jaz sem pripričan, moj dedek je pač bil partizan, potem pa stric tudi, pa je bil pa informgerojev, so ga po vojni na Goli otok, da skratka preganjeno vseh časih in tako naprej, ne. Jaz ga nisem poznal, bil se 11 dni prej, ampak jaz bi lahko kot njegov vnuk, ko sem spoznal to zgodbo, absolutno lahko čutil zamero do povojnih oblasti, pa jo ne čutim. Ne vem, zakaj. Ne čutim, ne zdi se mi, ne. Hočem razumeti ta čas, njega, čeprav ga nisem poznal. In me pravzaprav vojna in konflikti mojega deda ne zanimajo. Ne zanimajo me. Mojo včerko pa še manj. Kar ne pomeni, da ne smemo vedeti, da se ne smemo... O tem pogovarjati? Ja, to nikako ne. To ne pomeni biti ignorantski, ne. Ampak konflikti me pa res ne zanimajo. Zakaj so se oni, pa kako... Jaz imam neko svoje mnenje, kot recimo kot pisatelj, pa kot nek človek, ki hoče iz teh zgodb nekaj narediti še posebej, ampak v bistvu ni, ne. Te zamere naprej vleči. To je grozno, to se mi zdi neproduktivno, ne. To nekako ne. Ampak gledajte, nisem samo hotel tega povedati, da mlade generacije ne zanima to, mislim, da imajo pravico, da jih to ne zanima, ampak gledajte, ne zanimati tudi ni prava beseda. Jaz mislim, da nas preteklost more zanimati. Ni pa treba, da jo sodimo, no? Da jo pustimo tam, kjer je. To se mi zdi, no? Ampak nekaj drugega je. Ta dva junaka, pravzaprav v svoji preteklosti ne veste nič, oziroma ona ve samo dobre stvari, ne? Ker te ljudje se ne govorijo. On tudi ne ve, kaj dosti, kot otrok se ne spominja svojih bratov, približen to novo krušno mamo ima zelo rad, ne? Skratka, ne da se ne bi zanimala, ampak na nek način ima je prekrita. Jaz se spomnim, v naši družini je bilo ogromno prekritih stvari. Misel, informbirojo babica ni upala govoriti, ona ni upala govoriti do svoje smrti, ne? Mrla je leta 81. Jaz nisem nič vedel, kako je bilo to spoliti. Nič. To je bilo kompletno zamočano iz strahu, ne? Tako da ja, obstajajo, jaz sem vedel samo neke punkte. Me pa moram reči, da me tudi ni zanima. Na preteklost pravzaprav nas začne zanimati kasneje. Tako da ja, absolutno. Danes mi je žal, da so vsi pomrli in da jih ne moram še kaj vprašati, ne. Žal mi je, ampak takrat nisem bil zrel. Zanimalo me je moje življenje. Ne, zdaj, ko se po 40-ih ponovati to nekako umiri, potem začnejo zanimati, tako da ni, ne, pa tako nekako se mi zdi, da začneš gledati nazaj, ne.
Prej pa ne. Mislim, da to ni absolutno nič narobe. In ta dva isto. Ne? In potem udari, da ona živita v neki preteklosti, ampak za to njeno preteklost obstaja še ena preteklost. Ne? Zato je v tej knjigi tudi naslov druga preteklost. Preteklosti je več. Ne samo dve, več. Kaj je resnica? Jaz mislim, da je vodilo tega romana ni bilo ena misel iz grškega filozofa, ki se ga zdaj ne bom spomnil. Merilo vsega je človek. Stvari, ki so, da so takšne, kot so, in stvari, ki niso, da so takšne, kot niso. Ampak merilo vsega je človek. Ne človeštvo, ne ljudje, človek. Samo jaz. Mi smo merilo vsega, kar je in vsega, kar ni. Vsega, kar je, da je in vsega, kar ni, da ni. Mi smo merilo. Jaz sem mislim, da ta stavk sem si napisal, ga imam nad pisalno mizo in ga tudi zdaj gledam. Ne. Mislim, da mi je bilo to merilo. Mislim, da lahko s to mislijo drugo preteklost zdaj zaključiva. Pravzaprav je uspeh ali pa naša svoboda, vrednost, da se pravzaprav o tem lahko pogovarjamo. In če zaključim s mislijo, se pravi, Henry Miller je rekel, knjiga živi tako, da jo bralci strastno priporočajo drugim. In jaz vam jo strastno priporočam, da jo preberete. Res, da bo ta druga temačnost precej temna, pa tudi popeljala vas bo v svet zelo svetlih želja in mislim, da ste zapisali, da disharmonija med željami in možnosti uresničitve teh želja je pravzaprav vitalna cela življenja. Upam samo, da bo nominirana zdaj, 23. aprila bomo zvedeli za 10 nominirancev za Kresnika, potem še 5, ne? Bomo držali pesti, da bo nominirana, čeprav mislim, da za pisatelja je predvsem pomembno to, da se bere. Samo še malo moramo spregovoriti o vašem mladinskem romanu Kit na plaži. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije že od leta 2006 izvaja projekt Rastem s knjigo, katerega namen je pravzaprav spodbujati bralno kulturo. No in v šolskem letu 2016-2017 so slovenski sedmošolci, mislim, da je okrog 22,000, dobili vašo knjigo Kit na plaži, za katero je pisatelj dobil tudi desetnico. Pa bom rekla takole, roman Kit na plaži je roman o ljubezni, pa ne o tisti, na katero zdaj le pomislimo. Dogaja se na plaži, pa ne na tisti, za katero mislimo. Pa tudi Kit ni tisti, za katerega mislimo, čeprav se motiv Kita Glavača vendarle kot rdeča nit vleče skozi vso knjigo. Kaj pravzaprav ste hoteli s to knjigo? Kaj sem hotel? Spregovoriti o drugačnosti. Drugačnosti v življenju, ki mora to drugačnost sprejemati, vseh nas, ki smo drugačni, vsi smo drugačni. In o nekaterih ljudeh, ki so še posebej drugačni. Kako je to del življenja? Jaz sem, in kako se ljudje težko s tem spopadajo, kako se družine težko spopadajo, če imajo recimo otroka, ki ima Downov sindrom, ali pa da so to težke preizkušnje, ampak to je življenje. To je življenje, lepo življenje, življenje je to. To se mi je pomembno. Moram reči, da jaz nisem na silo tega romana pisal, jaz sem živel v drugačni familiji, ker skupaj smo živeli v eni razširjeni familiji, ker sem živel skupaj z dvema tetama, ki so bile samske do smrti in so bile dve moje mame, poleg moje mame, pa še babice, skratka, same ženske so me obdajale in je bilo zelo lepo. No, ampak te tete so bile gluhe, meningitis, ki je v 20 letih, ko so bile rojene, pač ni bilo zdravili in na ta način so oblušele in to je bila lepa mladost in one so me učkale in cartele. Jaz sem živel skupaj z gluhimi, z drugačnimi. Ampak seveda takrat, to je bilo se pravi, 58, 60, takrat so seveda gluhi ljudje bili stigmatizirani na drug način. Ne? Če
so glup, pa si videl, kako oni kretajo, so misleni ljudje, da so kultursko prizadeti. Še danes se malo tako ljudje ustavijo, ne, mislim, to enačim. Ne. In tako naprej. Tako da mi je ta drugačnost v tem smislu bila domača. In se absolutno dobro. Radi me imajo te ljudje in jaz njih. No. In se mi je zdel, da je fino. Pa sem pa imel kontakte z ljudmi, ki imajo otroke s posebnimi potrebami in tako naprej. Moji sošolci so tudi. In smo se večkrat pogovarjali o teh težavah, ki jih imajo, niti ne njihovi otroci, ampak oni sami, kako je to težko, kako jih je strah, pravi, joj, je rekla ena moja sošolka, rekla, kako strah me, kot če bom umrla. Kaj bo s tem otrokom mojim? Kdo bo to sem rekel, veš, kaj je to boženo? In ta strah je večkrat bil izražen, pri drugih tudi. On sošolko, ki je direktorica tega doma na Dragi, psihologinja, Marlene Vužan, in tako da velikrat, ne. Pri filmu sem uporabil enega Igorja, ki je že umrl davno, ne. Tako da mi ni bilo in me je zanimala ta zgodba, sama se je naredila in seveda je zgodba, ki je namenjena, to je mladinski roman, pravzaprav zakaj mladinski? Ne zato, ker bi bila to neko posebno pisanje, zato, ker je glavna enakinja pač punca, ne, ker je 13, zato je, drugače pa to roman, kot roman. In se mi je zdaj vredno, da na nek duhovit, zanimiv način spregovorim o teh težavah in seveda ki jih ima punce v šoli, ker noče priznati, da ima takšnega brata, ki imajo starši, ki jim je težko, ko potem v tega otroka, to punco, ki je sestra mlajša sicer, ne, vlagajo veliko večje ambicije, zato ker vejo, da prsino teh ambicij ne bojo mogli. V bistvu so vsi malo nesrečni zaradi tega, ker ne znajo to v glavi urediti, kar je težko. In je nastaven tak roman, ki ga mladi zelo radi berejo, tudi starši ga radi berejo. In mislim, da ima svoje življenje in svoj efekt. In na šolah, ki so me povabili, so otroci zelo natančno vedeli in sprašvali pametne stvari. Je pa na šoli, ker moj nečak hodi, in to je Valdorfska šola, imajo oni seveda nekaj teh posebnih otrok vključenih v razrede, ne? Normalno, perfektno si vidi to. Vse šole to modejo. Pa mislim tudi, da imajo, veliko šol ima. Seveda, jasno, potem se treba s temi otroci na drug način ukvarjati, ampak mislim, da je fino, da so v tem ukvarjati. Da so različni, kakšne. In je rekel mi profesor, oni so dobili to za branje, in je rekel profesor, neki tam uči slovenščino, je rekel, poslušajte, ko so naši učenci to knjigo prebrali in smo se v njej pogovarjali, smo vsi v zbornici opazili, kako se do teh učencev drugače obnašajo. Kaj, če si pisatelj lepšega želeti? Da njegova literatura na ta način lahko vpliva. To mislim, da je to fantastično. Da je to fantastično, da to redko doživiš in ja, v tem smislu pa ima smislu pisati. Kakšna pa je razlika med pisanjem za mlade? Je to oddih za vas ali morda čutite še večjo odgovornost? Ni oddih. Res ne počnemo razlike. Razlika je samo to, da so ponavadi pri romanih, ki ne bi bili namenjeni najstniki, glavni enaki najstniki, da je ta problematika. Ne. To je edina razlika, se pravi, da mora pisati pravzaprav preštudirati, se vživeti v to psihologijo, drugače pa ne vidim. Da izveni nekoliko bolj spodbudno, če že nesrečno, ne? Nimus. Ne zdi se mi to nujno. Ne zdi se mi to nujno. Čeprav sta oba moja romana na nek način se tako izvenela, ampak ne zdi se mi to nujno. Sploh ne. Poznamo literaturo, ki nima tega izvena, ne? Ampak dobro. Jaz čutim večjo odgovornost. Ja, nekako se mi zdi, da pa moram se bolj potruditi. Da se moram bolj potruditi, da moram biti bolj pazljiv, pa tremo imam večjo, ne? Ker se mi zdi, da kljub samo bojo to brali te ljudje, ki se bojo poistovetili s to junakinjo, ne? In se mi zdi, da čutim večjo odgovornost. Ja? Večjo tremo imam, ampak v tem smislu je težji, no? V smislu odgovornosti. Ampak ta odgovornost je moj problem. Drugače pa pisati je isto. Isto moraš zares pisati. To vse zdravo. Ja, optimizem seveda je lep, ne? Ampak življenje temu ne sledi vedno. No, ampak mislim, da eno od sporočil romana Kit na plaži, mislim, da ga reče oče, pravi, življenje je lepo.
in vsekakor vam jo priporočam v branje. Seveda je nekako namenjena zadnji triadi osnovne šole, ampak jaz sama sem jo se pogovarjala s srednješolci, prvi, drugi letnik, v Naklem, na PRC-ju, in so tudi zelo lepo sprejeli in dajali zelo pametne vprašanja, tudi sprejemali, se opredeljevali do tej drugačnosti. Tako da tudi starši, tisti, ki recimo imate morda, se čutite nesprejeti ali za določene skrivnosti v družini, morda, če skrivnost ne bo več, skrivnost ne bo tako obremenjujoča. Zdaj pa, da nas čas ne prehiti, bi vendarle dala še vam kakšno možnost za vprašanje. Če knjige niste prebrali, bo seveda nekoliko težje, ampak morda nasplošno, razen če sva bila tako izčrpna, da sva vse povedala. Dobro, da ne bi samo gledali, kaj je bilo prej, kaj pa naprej, kaj snujete? Ja, veliko stvari. Veliko stvari. Zdaj, drugo leto takrat bom začel snemati film. In to po tej igri, ki je bila v Kranju pridorjena Mali nočni koncert, naredil scenarij, smo dobili tudi denar, ne dovolj, tako da ga produkcija še lovi po ostalih državah okoli nas. To bom dobro, tako da te priprave, včeraj sem neko lokacijo smo šli že gledati, naprej to mi bo veliko časa zdaj. Malo načrte, ja, seveda. Za Gruma bom kaj napisal sigurno. Ta Grum je velika spodbuda. Če ne bi bilo tega tedna v Kranju in te Grumove nagrade, mislim, da slovenska dramatika ne bi lahko različila. To je res lepo tolikih desetletij, se pa to že vidi, tako da je to velika stvar in tisti, ki imamo ambicije, pišemo in vedno bolj pišemo ravno zaradi tega natečaja. To imam sigurno namen, ne vem še kaj, imam namen napisati en roman, krajši roman. Se pa bojim o njem govoriti, ker sem malo draževiran, da ne bom pol napisal. To, ja, to. Pa pripravljam, da bo išla ena knjiga za najstnike tudi v maju, tudi devetošolc, te probleme, ki jih imajo pri mladinski knjigi. Pa zbirka novel bo išla pri Cakevi, to pa popravljam zdaj. Imam načrte, ja, hude načrte. Kaj pa to, ko pravite pri mladinskih knjigah, da je edina razlika to, da je glavni lik najstnik? Kako pa pol se poistovetite s tem najstnikom, pa pišete z tega vidika? Spomnim se. Ja, res, seveda, vsi imamo vsi, kaj pa vem, mogoče mi, ki imamo željo kar naprej nekaj prepovedati, da pa pravzaprav smo mogoče bolj pozorni do svoje lastne preteklosti. Spomnim se bolj občuti, spomnim se kakšnih stisk, potem ostalo pa se nekako že zmisliš. Malo pa seveda opazuješ, seveda, jaz sem danes mladina, najstniki so drugačni, kot sem jaz bil, imajo tudi na druge načine govorijo, drugače pojmujemo, ta računalniška tehnologija je spremenila ritem življenja, ampak osnovne zadeve, kako se zaljubiti, kako trpeti zaradi tega, ker so pa iste. To so iste, kako te starši naredim. To je pa isto. Tako da malo te nove zadeve, malo seveda pokukam, pa malo naredim teste, pa poizvedujem, pa svojemu nečaku, obema nečakama, ki sta točno toliko stara, malo pol dam nalogo, da se izpisujeta kakšne fraze, kako zdaj govorijo, pa se jim dobro zdi, pol mi naredite se znamo. Ta jezik se tako zelo spreminja, v naši generaciji se je manj spreminjali, recimo, cela generacija govorila iste fore, recimo, ist način, iste fraze so bile, danes je to vsako leto drugače, v vsakem razredu drugače, zelo drugače je to, Tako da, kar je pa za pisatelj na vredu, ki pomeni, da si lahko tudi sam zmisli, pa ne bo nobenemu rekel, to pa ne govorimo, kako govorijo. Tako nekako imaš pa seveda jasno, te osnovne zadeve, doživljanje sveta, odkrivanje sveta, doživljanje, kada babica umre, ali pa kako se zaljubiš, pa te ne mara, pa kako ne upaš povedati, pa kakve so te stiske. To se pa 2000 let ni spremenilo. Človek se ne spreminja tako hitro, tehnologija se ampak te osnovne bazične zadeve, ta osnovna čustva, pa mislim, da so bila ista v antiki. Ta res osnovna čustva.
tu se pa nismo kaj dosti spremenili, se ne bomo. Ne? Tako da ja, malo je treba raziskati kakšno stvari, ampak vse bistvena je bolj zgodba. Bistvena je zgodba. Pa se pa spomniš. Se spomniš marsikaj. In ko se začne spominjati, se začneš tudi mišljevati. Kako gre to? Mislim, da sva pravzaprav res veliko povedala, pa morda, ker je bila nekoliko mračna tematika, zaključim dano vašo pesnico, ki sem jo kot učiteljica kar precejkrat dala recitirati na proslavi. Madonca je svet fleten. Koliko zjutraj sanje za sabo pustiš, koliko oči odmižiš in še preden se čisto zbudiš, živiš. Ta svet je edin, prekrasen in fin. Ni nečisto naraven in nečisto umiten. Madonca, ta svet je res fleten.